V ponedeljek so se na parlamentarnem odboru za obrambo odločili, da podprejo gasilce pri razreševanju plačnih anomalij. Vlada se je strinjala o popravku kolektivni pogodbi za javni sektor, predvidoma ga bo potrdila na jutrišnji seji. Zdaj pa se še čaka, da to potrdijo še posamezni sindikati. Njegovo uveljavitev mora namreč glede na kvorum podpisati 22 sindikatov. Kaj dejansko pa pomeni sedanja odprava plačnih anomalij, razlaga poveljnik gasilske brigade Maribor. Ja, na podlagi tega se bojo tudi spremenila oziroma odpravila te plačne anomalije za vsa delovna mesta v poklicnih enotah. In na tak način definitivno bo vzdušje čist drugo, ker trenutno smo že imeli probleme. Lahko povem na primer, da je gasilec 1 imel trenutno manjšo plačo kot pa gasilec. Gasilec 1 ima bistveno večjo odgovornost, tudi daljši staž pri gasilcih, več izkušenj, pa je prišel z plačom pod gasilca s trenutnimi plačnimi anomalijami. Kar pomeni, hierarhija je pomembna predvsem na terenu. Ja, definitivno. To je nek način na vsaki intervenciji, način vodenja z pomočjo hierarhije. Ve se, kdo je vodja intervencije oziroma vodja izmene in pod njim, kateri so njegovi pomočniki, katero funkcijo upravljajo. In to je povezano tudi seveda z plačno lestvico, ki pa je premo sorazmerna tudi z odgovornostjo. Stroka, kot pravi poveljnik, je zdaj zadovoljna in čaka na to, da se bodo spremembe dejansko zgodile na papirju, predvsem pa v praksi. Gasilski sindikat trenutno zamrzuje aktivnosti v zvezi s stavko kot skrajnim ukrepom. Radi pa bi z vlado se uskladili oziroma pogajali o drugih plačnih anomalijah. Vodji gasilske skupine in vodji gasilske izmene 2 bi radi dvignili osnovne plače za 3 razrede. Glede na to, da velja, da gasilci s svojimi plačnimi izhodišči še vedno capljajo za plačnimi izhodišči drugih uniformiranih poklicev, policije in vojske, se teoretično ne pričakuje efekta padanja domin ter stavk policije in vojske, pa vendarle se ne moremo nadejati, da nihče ne bo storil ničesar. Nenazadnje bi se ob spremembah kolektivne pogodbe za javni sektor lahko uprli tudi v zdravstvu, pa tudi tisti delavci z nižjimi tarifnimi razredi, ki ne dosegajo niti praga minimalne plače.